človek v dejstvu, da je priklenjen na zemljo in nezmožnosti, da se osvobodi iz skrivnostnih spon teže, izraz svoje zemeljske šibkosti in nezadostnosti. Pojem nadčutnega ni zaman vselej povezan z mislijo na breztežnost, na moč, s katero bi se povzdignili v nebo. Tako je razmišljal Hermann Potočnik Nordung, naš največji pionir raketne tehnike in vesoljske arhitekture. Razmišljal je, kako bi sploh poleteli v vesolje, kako bi tam bivali, kako izvajali znanstvene raziskave in vsa ta razmišljanja združil v svoji knjigi Problem vožnje po vesolju, raketni motor. Vi, drage dijaki in dijakinje, pa ste se lotili in rešili problem načrtovanja in sestavljanja delujočega satelita velikosti pločevinke. Zato že zdaj iskrene čestitke vsem, kajti to ni bil majhen izziv. Zdaj vas čaka samo še predstavitev vaših projektov, potem pa le pogumno naprej novim izzivom. Spoštovani gostje, dijaki, dijakinje, mentori in mentorica ter člani strokovne komisije, en lep pozdrav in dobrodošli na drugem dnevu prvega slovenskega CANSET tekmovanja. Kljub velikim tehničnim izzivom samega načrtovanja in sestavljanja CANSETov, se je njihova znanstvena misija začela šele včeraj, ko smo jih uspešno zmetali iz letala na višini približno 1000 metrov. Vsi ste s svojimi radijskimi postajami na tleh komunicirali z vašimi sateliti med njihovim spustom in zbiranjem podatkov. Če je bila ta komunikacija uspešna, bomo videli in slišali danes. Na srečo smo kasneje tudi našli vse CANSETe, tako da ste lahko popoldne nadaljevali z znanstvenim delom misije, obdelavo in analizo zbranih podatkov. Upam, da ste se tudi kaj naspali, kajti čeprav je pred vami samo še predstavitev, je to ključni del, ki bo zaokrožil vaš celoten projekt. S tem bomo mi spoznali vaše ideje in delovne procese, ter videli, kako ste izkoristili svoje sposobnosti, znanje in veščine. Zato vas na tem mestu spodbujam, da danes pred nas stopite samozavestjo in predanostjo, ki ste vložili v vaše CANSETe. Časa za predstavitev boste imeli 12 minut, nato še 4 minute za morebitno vprašanje komisije. Ocenjevali vas bodo gospa Pija Prebevšek iz podjetja Skylabs, docent dr. Janez Urevc iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, gospod Vid Selič iz podjetja Devesoft in pa gospod Izidor Fijavš iz centra Nordung. Sedaj pa za par uvodnih besed na oder vabim še vodjo projekta SRO Slovenija, gospod Aleksandro Hrumba. Prosim. Pozdrav tudi v mojem imenu. Veseli me danes, da smo prišli do drugega dne. Rada bi vam naprej čestitala vsem udeležencem, vsem tekmovalcem, vsem mentorjem, da se tako pogubno lotili tega zelo zahtevnega projekta. Mi smo z SRO-om uradno začeli šele 2. oktobra, tako da smo tudi v neki vrste testne fazi, ampak ta test vsaj nekako se je pokazal kot že približen evropskim tekmovanjem. Skratka, vsem vsaka čast, da ste prišli do takega nivoja znanja, do takšnega delovanja timskega, da ste prišli včeraj in da ste uspešno pripravili vaše CANSETe in da so vsi prišli srečno na zemljo in da so bili tudi. In tudi želim, da je to samo začetek nečesa nove dogodivščine, povezane z vesoljem. Drugače pa moram povedati, da verjetno SRO poznate, pa vseeno gre za evropsko pisarno in skušali bomo narediti veliko dobrega, da bi podprli tako dijake, učence in učitelje. Hvala in srečno naprej. Zdaj se bomo prepustili vam, dragi tekmovalci, da nas prepričate s svojimi idejami. V mislih lahko imate glavno nagrado, ki jo ponuja Evropska vesoljska agencija, in sicer mednarodni dogodek izobraževanja in praznovanja Vesoljski inženir za en dan, ki se bo odvijal 17. in 18. junija na nizozemskem prostorih Evropske vesoljske agencije.
Vrstni red predstavitev bo malenkost drugačen, kot je bilo včeraj, namreč šli bomo po vrstnem redu od detaje vaših tehničnih poročil. Najprej na oder vabim ekipo iz šolskega centra Ptuj, Aeolus. Prosim. Zdravljeni, mi smo ekipa Aeolus in danes vam želimo predstaviti, kako smo se svojim majhnim satelitom rešili verige sami. Torej, naša ekipa Aeolus sestavljamo člani iz različnih šol, tako strojniki, dijaki elektroračunalniških šol in fizici. Prav to združevanje znanja iz različnih področij pa je ena naših glavnih vrednosti, saj nam omogoča celovit in inovativen pristop, ker se vsak posameznik lahko ukvarja s področjem, ki ga najbolj zanima in v katerem se tudi najbolj spozna. Tako so strojniki poskrbeli predvsem za mehansko iznovo konsata, sami pa so izdelali tudi jage, anteno in padala. Dijaki elektroračunalniških šol so prevzeli odgovornost za zasnovo programske opreme in pa električno zasnovo, pa tudi za testiranje antene in drugih električnih komponent, medtem ko pa smo v investiciji skrbeli predvsem za informiranje javnosti preko predstavitev v živo, pa tudi preko družbenih omrežij. Zdaj, naš konsat je zasnovan z mislijo na robustnost, funkcionalnost in učinkovitost. Za izpolnitev primarne in sekundarne misije pa je opremljen tudi z naborom naprednih senzorjev. Za našo primarno misijo je vključena merjenje temperature zraka in zračnega tlaka med spuščanjem in potem predstaviti posredovanje teh podatkov na zemljsko postajo. Za našo sekundarno misijo pa smo se odločili za merjenje koncentracije CO2, ter pa za spremljanje kakovosti in sestave zraka ter snemanje okolja. Na našo sekundarno misijo smo se odločili, da bi lažje razumeli vplive človeških dejavnosti na okolje. S pomočjo podatkov in slik, ki smo jih pridobili iz našega CANSET-a, smo želeli bolje razumeti, kako se okolje odziva na spremembe, ki jih povzroča človek, in jih s pridobljenimi podatki tudi predstaviti. Tema varstva okolja in trajnostnega razvoja je danes zelo aktualna in s svojo sekundarno misijo smo tudi sami želeli predstaviti k boljšemu in podrobnejšemu spremljanju ter razumevanju zemeljske atmosfere. Zavedamo se, da tema še ni dovolj poznana in bi jo radi zavedanje, da je okolje samo naše in ga je treba varovati širi še naprej. Torej, zasnova CANSET-a. CANSET je satelit v velikosti pločevinke, kar je bil velik problem za, bi rekel, da vse, saj spraviti komponente v eno tako piksno je skoraj nemogoče. Največji problemi, s katerimi smo se srečevali mi, so bili predvsem prostorski, zaradi tega, ker smo hoteli prikazati vse možne stvari, kot ste slišali prej v naši sekundarni misiji, in preprosto skoraj nismo uspeli spraviti vsega noter. Torej, prvi problem smo začeli reševati tako, da smo izbrali optimalni način za izdelavo našega ohišja, torej 3D printanje, zaradi tega, ker je neverjetno prilagodljiv. To pomeni, da lahko oblikujemo našo piksno po želeni obliki. Poleg tega je pola material, ki smo ga izbrali, tudi neverjetno odporen, je tudi termoplastni material, kar pomeni, da je odporen na temperaturne spremembe, pa je tudi neverjetno trpežen, kar se je pokazalo včeraj, glede na to, da je kar močno udaril tla. Naš CANSET, torej začetni prototipi so se začeli kot zgolj ideje, ki so kasneje postale nerealne, zaradi tega, ker smo ugotovili, da
mora biti Kenset dovolj kompakten, hkrati pa mora služiti svojemu namenu, da torej preživi padec in da omogoča še vedno normalno delovanje vseh mikroprocesorjev, zato smo kasneje tudi vključili luknje ob strani, saj številni senzorji zahtevajo dostopnost do zraka, zato da lažje izmerijo kvaliteto. Najboljši način za sestavo skupaj oziroma za spoj so bili seveda šrafi, zaradi tega, ker nam omogoča enostavno razstavljanje za kakršnekoli popravke, pomeni recimo priključitev baterije, prelaganje žic in tako dalje. Zdaj mi smo naredili električno zasnovo s pomočjo PCB plošče. Ta plošča nam sedaj sicer žal ni uspela, bi pa na ploščo vezali v bistvu vse elemente, senzorje, mikroprocesorje. Tako, to levo je schematika naših senzorjev, desna je pa PCB plošča. Izdelovali smo tudi sami Yagi anteno, oziroma anteno na ground station v spodnji postaji. Za komunikacijski modul smo uporabili APC220. Smo pa napajali v bistvu naš Kenset z 9-vatno vartno baterijo, vatno-voltno, se opravičujem. Padalo pa smo uporabili iz recikliranega, v bistvu starega padala, ki ga je Aljaž Ančič dobil. Torej, testiranje naših Kensetov smo upravili na dva načina. Prvi način je bil izmet iz jedrilice pri približno 500 do 700 metrov, ki je omogočil naš Aljaž. S tem smo hoteli prikazati, kako bo Kenset reagiral na dejanski izpust, ki smo ga potem videli včeraj. Drugi način pa je bil simulacija, to pomeni sil, ki pritiskajo na Kenset, prikazana na desni slike. To smo upravili v našem programu Fusion 360, ki nam je omogočiti, v katerem smo v osnovi že modelirali Kenset. Tu lahko konkretno vidite sile ob pristanku Kenseta. Pomeni, da največja sila je najprej pritiskala vzdor in potem od spodaj, ko priletemo tla. Lahko vidimo, da smo najprej imeli našo primarno misijo. Sami pa smo želeli leteti više, zato smo se zadali še našo sekundarno misijo. Uporabili smo več različnih senzorjev, kot so senzor, s pomočjo katerega smo brali koncentracijo, CO2, spremljali smo kakovost zraka, sestavo zraka, snimali smo okolje s pomočjo naše kamere. Najprej smo seveda naredili naš Kenset, ki je bil v bistvu naš sender. Z njegovo pomočjo smo pošiljali podatke na naš ground station. To nam je uspelo s pomočjo antene. Ground station pa je vse podatke zapisoval na SD kartico. SD kartico smo zato prenesli v naš računalnik, kjer smo ravnali našo kodo v Pythonu, ki je v bistvu analizirala vse podatke ter jih posebej izpisovala v Excel. In tako smo lahko izpisali vse podatke in natančno določili mere. Tole je Yagi antena, ko smo izdelali, s katero smo lovili signale od Kenseta. Delovala je pri 435 MHz. To smo dobili tako, da smo na določenih razdaljah določili palice in malo je za projekt overkill, ker tak velika antena za tak mali satelit, samo je pa služila v redu. Z rezultati smo precej zadovoljni, v bistvu smo merili vse, kar smo si zadali, le snemanja okolice se nam je ponesrečilo.
ECO2 oziroma približni ogljikov dioksid je namenjen za merjenje v industrijskih prostorih, je cenejši, pa tudi malo bolj natančen za višje koncentracije, in pa smo ga sedaj vzeli za sicer zelo manjše, je imel manjšo napako. Vlažnost smo merili z senzorji BME 680, BME, BMP 280 in SHT3X. Ti senzori merijo tudi temperaturo in pritisk, kot omenjeno pa snemanje okolice žal ni uspelo. Tlak smo merili, tlak oziroma pritisk smo merili že s povedanimi senzorji, prav tako temperaturo. Hitrost pa smo merili z ITG MPU oziroma MPU 9250, je tudi gyro, to pomeni, da se orientira v okolici. Meri pa tudi nadmorsko višino, pa izračunali smo potem še pospešek. Sedaj to je graf približnega CO2 v odvisnosti od višine. Ugotovili smo, da na višji nadmorski višini je manjša onesnaženost, to pomeni 400,1 delcev na milijon oziroma parts per million. Na nadmorski višini, kjer smo mi začeli, to pomeni tam okoli 200 metrov, pa je bil zrak malce bolj onesnažen, 400,21. Tukaj imamo graf vlažnosti, v procentih seveda, v odvisnosti od časa. Ugotovili smo, da na višini 1091, oziroma tako kot nam je izmeril senzor ITG MPU, je večja vlažnost, na to pa pada proti naši ground state navadnosti. Graf višine v odvisnosti od pritiska, višja kot je višina, manjši je pritisk. Graf temperature v odvisnosti od časa. V bistvu mi smo imeli manjšo napako zaradi tega, ker je žal se nam senzor za trde delce pregreval. Smo pa na to vzeli z drugega senzorja, pa smo dobili te podatke. Višja kot je nadmorska višina, manjša temperatura, oziroma tukaj spodaj je čas sekunde, na 120 sekundi je največja temperatura. Hitrost, to je sprememba hitrosti, hitro se je spreminjala, potem pa tam, ko se je odprlo padalo, je malo razgibano, potem pa se je enakomerno padalo. Tukaj smo mogoče pa pohvalili pristop, to tako nič ne hitro, tako da povedal, to bilo vse ti 15 dani podajet. Jaz sem se pravi razpravnik, mogoče par pa še glede tega. To bi pa tudi mogoče ta prva verzija oblike, da je to malo drugačno od tega, nima pozorna, kjer nam je uspel tako lepo polizmizaniral. Torej, modelirali smo ga sami v programu Fusion 360, printali smo ga v šoli, zato smo se odločili, ker je seveda pač najbolj prilagodljivo. Meni smo lahko izmerili izbrane kakršnekoli oblike, ker seveda pač nekateri senzori so mogli biti na zraku, zato so tudi luknje tu izbrane. Pa potem smo si naredili še luknje za anteno, zato da je fiksirano, pomeni, da se ne premika med dratom, pa potem še luknje za padalo in se nam zdi pač najbolj optimalno. Kako pa mislite, da te luknje vplivajo na Bi rekel, da vplivajo precej, zaradi tega, ker kot so nam električarji s trajnikom predstavljali, je, da meni večja, ko bo imel senzor dostopnost do zraka, bolj natančne oziroma bolj specifične bo meritve. Mogoče glede tistih predstavitev na petnosti oziroma sil, kar ničkaj zvale, mehanika je svoja leta, oziroma na petnosti, primerjavi z opismo na petnosti, tako naprej, mogoče tisto bi ničkaj privršen, mogoče še podajam komentarne pa meritve, tiste, ko
temperatura ni nič čudna. Ste kaj, mogoče kaj veste, z interneta, koliko bi mogli biti paziti temperaturo? Ja, zdaj temperatura, v bistvu imeli smo 3 senzorje, pa kot omenjeno nam je en senzor daja malo toplote, pa smo potem v bistvu za drugih dveh, pa sta malo manj natančna, smo pač vzeli iz tistih podatke ven, tako da je tu verjetno manjša napaka. Ja, tudi pazite temperaturo, kaj se zmijo vnetne. Ja. Eno je to, tako kot ste tudi za kamera, ki se je lepo predstavljalo, zato so recimo testirane, razne simulacije, a pa kako želite biti malo potockati, malo želite temo še na više se tudi Ja, pa v bistvu na letala je bilo malce bolj toplo, pa še v bistvu rabo malo časa, da se je odredil. Recimo, da ste na stati, da lahko komentirate, se lepo, da se to posem često vidite malo. Jaz bi mogoče vprašala, kako vam je verjetno malo zmanjkalo časa, da bi predstavili pa vse eno glede pač mogoče predstavitve projekta na šoli, lokalne skupnosti, v parih stavkih predolgo. Smo mi tudi imeli časa, da vprašamo. Ja, pač v bistvu mi smo predstavljali na šolah, gimnazijci so predstavljali med oddelki, potem naredili smo tudi spletno stran, na kateri so v bistvu vse posodobitve objavljene, prav tako Instagram profil, pa mislim, da tudi celo Facebook. Sami smo pa tudi izdelali majice. Ja, prav tako, ena izmed naših največjih dosežkov je to pač, da smo se predstavili na radio. Bili smo v predstavi Mladim na RTV Maribor. Ja, živijo. Jaz se bom mogoče pridružil prvemu komentarju. Se mi je zdelo, da ste zelo dobro zajeli izsledke, da je to kar koherentno predstavljeno. Mogoče moja domena je zajem podatkov, pa meritve, tako da bom ostal v tem noter. Me zanima, če ste kaj primerjali telemetrijske podatke s tistimi, ki so se logirali direktno na satelitu in pa če so se oboji kontinuirano zajemali, ali je bilo kaj izpadlo, kakšno se kaže. Kako mislite, satelit, ki ga ima na primer Slovenija ali naš? Kolikor sem jaz prav zahteve, ne bi se logirali direktno na Twitter ali pa pošiljali na televizijo. Da ste primerjali ta dva sorsa pol na koncu. Ja, primerjali smo in nismo imeli nobenih večjih izpadov, ker smo v bistvu imeli ves čas nek pattern, ki se je ponavljal. In zaradi tega smo v bistvu imeli neke meritve. Kot sem pa omenil, pa smo te potem skenovali na SD kartico, izdelali pa smo tudi program v Pythonu, ki pa je potem vse meritve beležil in jih izpisoval v našem Excelu. Zaradi tega pa smo lahko naredili te prečkovite grafe. Se pravi, vrš zaključek bil, da sta oba dela bila uspešna, ne? Da, se strinjamo, oba dela sta bila uspešna. Tako pa na temo vrednotenja rezultatov, spet, če se malo navežem, da ste primerjali te vrednosti CO2-ja pa gradient temperature s kakšnimi pričakovanimi vrednostmi iz drugih sorsov, v smislu, da bi se nek zaključek prijel. Ja, v bistvu temperatura se je primerjala z tem, kar smo imeli na aplikaciji po telefonu, pa je bila približno enaka, za v bistvu pri nam je bila 22 stopinj izmerjena z strani ARSO, mi pa smo zmerili 21 pa nekaj, tako da je bila kar primerljiva. Hvala. Hvala. Naslednja ekipa, ki jo vabim na oder, pa je ekipa iz Begove gimnazije Vegasat. Prosim. En kup pozdrav z moje strani. Jaz sem Fija Dovičič, PR-ovka skupine Vegasat, kako je že povedala Monika. Mi smo ekipa dijakov iz Elektrotehniško-računalniške strokovne šole Gimnazije Ljubljana. In danes smo tu, da vam predstavimo naš izdelek pri tekmovanju Cancel. Pa da se ne odlašamo preveč na oder, najprej vabim vodjo ekipe, Veroniko, ki bo predstavila člane ekipe in nekaj več o Cancelju. Pozdravljeni, se pravi, naša skupina predstavlja 6 dijakov. Tukaj smo samo 4, zato ker se 2 nista mogla udeležiti zaradi nekih zapletov, ki so prišli. In tu sta prvi je Andraž, on je dizajniral veze in sestavljal
komponente in take stvari. In drugi, ki ga ni z nami, je pa Jakob, ki je dizajniral hiše in 3D print in vse, kar pripravljamo. Tukaj smo pa naš programer Maček, Jure, ki je v bistvu imel kar precej dela, da se našel s to kodo. Matic, ki je pomagal pri dizajniranju padala, in pa Arja, ki je pomagala tudi malo pri kodi, malo pri padalu naprej. Pa sem pa še jaz, ko sem pa vodja, sem pa spodbujala ekipo in jim probala uliti kakšno misel oziroma probala voditi, kar se da. Se pravi, naši cilji in motivacije so bile najprej primarna misija, kar je bilo potrebno zmeriti, se pravi vlaga in pritisk, pa temperatura. Za sekundarno misijo smo se pa zbrali kot snemanje površja in njene temperature. To smo delali z IR kamero, ki je pač snemala temperaturo, in pa eno širokokotno kamero, ki ne bi snemala površje, in iz tega bi potem pridobili 3D verzijo površja in pa temperaturo površja. To smo imeli idejo, da bi se mogoče kakšne zgradbe lahko zgradile na kakšnem površju oziroma drugem planetu, če bomo prišli do tega. In seveda potem tudi temperaturo, ker ne zraven kakšne materiale treba uporabiti oziroma na kakšen način je treba to graditi. Zdaj bom pa besedo predala našemu programerju. Živijo, jaz sem programer Ilde. V zadnjih parih dneh, ko je naš Andraž Kočar, dizajner Veže, pa tega manjku, sem tudi jaz prevzel del te pozicije. Torej mi smo za sam hardware, torej Veže, smo naprintali svoj custom PCB, smo ga dali eni tovarni na Kitajskem sprintati. Narisali smo ga sami v KiCad-u, oziroma ga je Andraž. Imeli smo 2 reviziji tega, poimenovali smo jih Cvetka in zdaj pa prebral en dolg seznam vseh modelov in senzorov, ki so na tem zadeli. Imamo BeagleBoard, torej naš mikrokrmilnik, BMP 180, torej senzor za tlak in temperaturo, DHT11, senzor za vlago in temperaturo, Neo 7M, torej GPS modul, LIS3MDL, torej 6-osni magnetni senzor, O2 senzor, TZT senzor za merjenje raznih stvari v zraku, BMI 680, ki je tlak, temperatura in vlaga. Morali smo imeti tudi USB hub za kamere, ker smo imeli 2 kamere in naš BeagleBoard je imel samo en USB host ključek. Imeli smo power modul, ki je meril tok dovezja in napetost baterije, tako da smo lahko malo, da bi lahko prišli do tistih 4 ur, ki smo jih obljubili v technical reportu. Imeli smo LoRa modul za komunikacijo, imeli smo še en gyro senzor, v bistvu isti kot naša druga ekipa, tukaj 9.8, MPU 9250. Za vsako komponento smo posebej testirali, imeli smo veliko raznih protokolov za testiranje, to imamo tudi posebej. In načeloma smo samo, za čim več senzorjev smo se poskušali osredotočiti na I2C protokol komunikacije, ker je meni kot programerju najlažje za uporabljati in je dosti stabilen in standardiziran. In naš BeagleBoard je imel 3 hardwareske I2C, tako da je to bilo lažje. Zdaj besedo predajam moji soprogramerki Ali. Živijo, jaz sem Alja, torej kodo smo pisali v programskem jeziku Python. Tukaj v spodaj se tudi vidi seštevek vseh vrstic kode, prav Pythona jih je okoli 3600. Posebnost naše kode je v bistvu kakor backup. Če karkoli fejla, se vsi podatki še vseeno pišejo, kakor na druge načine gre mimo teh ovir, če ne fejla glavni program, ko bomo še pol v strukturi šli. Se vseeno v bistvu vse ostalo piše, to je v redu. Ena težava, s katero smo se soočali, je, da smo za mikrokrmilnik vzeli BeagleBoard, za katerega pa ni veliko knjižnic razvitih. In pa smo mogli prilagajati knjižnice od Raspberry Pi-ja, kar je pa tudi vzeli kar nekaj cajta in naših živcev. Zdaj tukaj je naša groba arhitektura našega celega programa. Torej imeli smo na samem BeagleBoardu, torej našem onboard računalniku, Mother program smo ga to imenovali, ki je v bistvu sinhroniziral vse.
Potem smo imeli node in te node so bili v bistvu posamezni moduli, posamezni senzori, ki so komunicirali hardversko prek I2C busov. Potem smo imeli še en posebej LoRa program, ki je pač handle vso komunikacijo za ground station. Vsi te, torej LoRa, Mother pa nodi, komunicirajo onboard na Beaglu preko MQTT protokola, ki je pač tudi zelo stabilen broker laufa na Beaglu. In vsi te programi so Linux servisi, ki se avtomatsko restartajo, če kaj faila, če bi Beagle slučajno se rebootil, bi se sami startali nazaj. Vsak program ima noter check, da če gre kaj narobe, če ne more kontaktirati enega drugega dela, ki ga rabo, še zmeraj zapisal podatke lokalno. Vsak del, torej tudi če karkoli dol pade, se bodo podatki zapisovali. Imamo Watchdog script, ki se kliče ob skoraj vsakem callu programa, v bistvu preverja, če vsi moduli laufajo tako, kot bi mogli in jih starta, če ne. Potem imamo pa sama komunikacija z ground stationom, je potekala, kot sem rekel, preko LoRe. To imam tudi tukaj. Ja, interkomunikacija, kot sem rekel, je bilo prek MQTT-a. LoRo smo v bistvu na koncu izkoristili praktično kot wireless serijski vmesnik, pošiljali smo si stringe, ki jih je potem radio modul pretvoril v MQTT stringe, da jih je cel program razumel. Implementirali smo zlip compression in checksum iz SH256, torej ono vprašanje, ki ste prej imeli, če se podatki ujemajo na ground stationu in tam, v bistvu ne pride tukaj upoštev, razen če bi imeli packet loss, ki ga nismo imeli, ker so pač podatki checksumani in se vsi, ki niso pravilni, tak zavržejo. Imeli smo dvosmerno komunikacijo, ker je LoRa pač half duplex protokol, prek katere smo lahko implementirali status monitoring za vse, lahko smo poslali control requeste gor na kence, dobili dol odgovore, imeli smo tudi code execution, vse v bistvu, karkoli bi šlo narobe na satelitu, bi mi lahko popravili od dol, če bi to bila neka daljša misija. Imeli smo status baterije, imeli smo pač, kot smo že omenjali, vso redundanco vse, lahko smo konfigurirali razne timeout parametre, pa polling parametre na daljavo. Ena težava, ki smo jo pa imeli in softwareom in hardwareom, je pa bila, ker imamo dejansko računalnik onboard in milijon senzorjev, smo imeli rahlo težavo z baterijo, zato smo mogli na plošči tudi integrirati tranzistorje za ugašati posamezne dele, ki so preveč troma vlekli, če bi slučajno to bila daljša misija, ker let je potekel zelo malo časa, je pa v specifikacijah za Kenset, da morajo zdržati 4 ure in zato smo to mogli implementirati, da lahko zagotovimo 4 ure. Zdaj pa za ohišje. Ohišje je pač standardno, ampak je notranje zelo prilagojeno našemu Kensetu. Zgornji del je v bistvu namenjen bateriji, v sredini je PCB plošča, spodnji del ima pa vgrajene 3 luknje, ki so namenjeni 2 kameram in 2 senzorju. In zaradi kamer smo rabili tudi orientacijo samega ohišja. Zdaj pa še padalo. Imeli smo veliko dizajnov, zaradi tega, ker smo rabili v bistvu upoštevati 2 pomembna faktorja in to je stabilizacija, zato ker smo želeli s kamerami sestaviti neke kvalitetne slike. Druga stvar je pa orientacija našega PCB-ja in na koncu smo po nekaj poskusih pristali na temu dizajnu v bistvu za zglede. Smo pa tudi na vrvice 3D printerjem naprintali zanke za prilagajanje dolžine vrvic. Za testiranje. Testirali smo bolj kot ne sproti. Vsak senzor, ko smo ga dobili, smo ga posebej testirali z Arduino oziroma nekako posebej. Velikrat smo testirali padala z katerekoli visoke točke, ko smo jo najdeli oziroma smo do nje prišli. Testirali smo tudi LoRa oziroma komunikacijo z dronom, smo kar razizolili trakom gor, ker nimali pa letelo, kolikor daljše šlo. To se je dobro obneslo. Testirali smo pa vsako komponento, vsak senzor posebej, GPS, vse, tako da vse je bilo sproti testirano. Zdaj za rezultati, tukaj pa pride tak slab del naše predstavitve. Na koncu nam je deloval v bistvu samo osnovne meritve, torej temperatura, tlak in vlaga, ker smo imeli online samo 680 senzor.
zaradi težav s plato, čez katero smo šli. Neuspešno je bilo praktično vse ostalo. Tukaj imamo zaradi tega samo 3 grafe. Prvi je tlak. Pomembna stvar tukaj je, da se naši grafi začnejo od tal, že z letala, in zato gre pač tlak dol in potem gor. Temperatura nam počas raste, zato ker se nam je v hišju, ki je relativno zaprt, so se nam stvari veliko grele, ker imamo zelo, zelo veliko komponent. Vlaga je pa nekaj tako, recimo, da po pričakovanjih. Še na hitro o našem PR delu. Stvari smo promovirali po šoli, prav tako pa smo tekmovanje CanSet oglaševali tudi na informativi, to je sejem srednjih šol in fakultet, ki poteka v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. Prav tako imamo Instagram, na katerem relativno aktivno postavljamo nove poste, storije, v katerih razlagamo več o našem CanSetu in stvari, ki se dogajajo znotraj naših delavnic na šoli. Tukaj imamo še par kvotov, ki so jih naši mentori preložili za nas in nekateri naši. Moj najljubši je ne zaupaj kitajskim vezjam, zdaj moramo pa še nujno iti na naslednji slajd, ker imamo še 7 sekund, kjer je pa posebna zahvala našim dragim mentorjem. Mogoče tiste, ki nekaj znate, če ne može na komentira, sem to rezultatov, še slika. Bi rekel, kljub vsemu, vsi projekti se dobite, da je škole z instrumentom, še zelo te grafike, nekaj že nove, pa take stvari, pa če to z ničem pače pravi. To definitivno tudi skale nimamo v bistvu gor. Da se čo pravi. Ko je bilo v kliče, ste sami povedali, nička nesrečna, da stališče temperaturo, lepo dizajnirano, tako da ne. Zato prije tudi nekaj kakšne simulacije pravi, da je že to manjško, da se vidiš, mogoče mi zanima padala, kako so počeli take odlike, pa kakšne bi zdaj odlike, če bi padala zaprto ali pa kako se pravi nekako. V bistvu za padalo smo vključili ta spill hole in smo s tem tudi po testiranjih videli, da je stabilizacija boljša in ker smo nameravali imeti kamere za boljše slike, smo rabili imeti čim bolj statičen CanSet v zraku, da smo v bistvu zato vključili. Pravi, da pači, stabiliziraš, pravi, da pači lepo snijet malo. Ravno črto je. Mogoče moje vprašanje zdaj, kot ste predstavili delo Cetine, kako porazdelili med sabo, kako dolgo pa ste porabili časa za projekt, ali pač kaj neki plan časovni imeli, ali... Imeli smo nekaj časovnih planov, veliko teh je zaradi raznih šolskih obveznosti in posebej ker jaz, ker sem zdaj v bistvu edini 4. letnik na ekipi, imam tudi nekaj dela z maturo pa to in sem praktično glaven skoraj edini programer. Se je to zaradi tega malo zavleklo, ampak časovno smo bili kar v stiski, iskreno. Ampak na koncu smo do nečesa prišli. Mislite, da mogoče tudi to, da recimo sekundarna misija ni bila uspešna posledica tega? Ja, definitivno. Ne bom preveč povedal o naših Živijo. Jaz pa moram najprej reči, da precej impresivno implementiramo, kar se tiče te logike in dejstev, da se razmišlja in implementira v programov, da se uporablja standardizirano analitizo, tako da so se tudi WordPress skripti uporabljali, da so se check sami preverjali, da je bil možen remote debugging. To so vse atributi, ki so za nek aerospace mission zelo pomembni. Congrats. Mogoče ena taka čist basic stvar. Sekundarna misija, sicer smo slišali, nažalost nam ni uspela, ampak kak je pa bil pravzaprav namen sekundarne misije? Kaj bi bil glavni cilj, ki bi ga napravili? En cilj, mislim, imeli smo pač čim več senzorjev, vse, kar smo se spomnili, smo dali noter. Glavni del sekundarne misije so pa pač seveda bile 2 kameri, ki smo jih imeli
Plan je bil narediti heatmap in nek tako environment mapping, ki bi lahko iz več slikam pa iz malo črne magije, iz 3D kalkulacijam dobili neke vrste zemljevid površja iz tega, glede na spremembo pozicije. Mogoče še čisto eno tako vprašanje, da malo vidim, koliko imate uvidel to. Tale BME 680 senzor, ki ga uporabljate, a je to analogni ali digitalni senzor? Mislim, z naše strani je itak I2C protokol, kako to mislim, pač za podatke ali za komunikacijo z njim. Kako v bistvu on outputa analogen stream ali digitalizirane podatke naprej? Mi dobimo iz naše strani, ker imamo itak en library vmes, dobimo samo direkt iz I2C-ja številke, to je integerje, ne floate. Ker je digital na AGC. Ok, hvala, to je vse. Pohvala vsem za predstavitev. Imel sem eno vprašanje, niste že odgovorili, tako da to je to. Hvala. Zdaj ponovno vabim ekipo ponovno iz Ptuja, torej Aurora SkySet, prosim. Torej, druga ekipa je isti čas kot mi, oziroma skupaj smo razvijali CANSET projekt, ker smo se pač prvič podali v to. Pomagali smo drug drugemu, v bistvu ideje za CANSET samo smo razvijali skupaj. Tudi z elektroniko smo si pomagali, z kodami, z vezi in tako dalje. Naši cilji so bili za boljšo razumevanje dogajanja v atmosferi in za prikaz okoljskih sprememb. Naša motivacija pa je bila želja po lastnih izkušnji, pa tudi, ker je zelo zanimivo in da smo lahko širili naše znanje in sodelovanje. Torej, sama zasnova CANSET-a je v bistvu zelo podobna oziroma enaka kot pri prvotni ekipi. Začeli smo z raznimi prototipi, kot so bili še prej prikazani, in potem nadaljevali v podobni smeri, kot lahko vidite, kot v prvi ekipi. To pomeni, da v hiši mora biti odprt, da se ne pregreva oziroma da pride zrak noter. Optimalen prostor, zato da lahko damo noter čim več stvari. Poleg tega je tudi 3D printeno iz pola plastike, ker kot smo že prej povedali, je zelo močna, potem tudi termoplast je in tako dalje. Tudi testirali smo ga na enak način kot CANSET v skupini AELUS, to pomeni Aljaž, ga je zadelil za vrbo iz 50 metrov, da smo lahko videli, kako bi se obnašal v bistvu ob padcu, ki smo ga doživeli včeraj. Nismo pa potem delali simulacij v Fusion, tako kot recimo pri prvi ekipi. No, jaz sem pa v bistvu glavni programer prve ekipe, sem pa tudi zavzeto pomagal druge ekipi, kajti drugega programerja danes nažalost ni. So pa mi v bistvu vse skupaj delovalo na istem konceptu, kot je delovalo pri prvi skupini. Da so pri drugi skupini uporabili manj senzorjev. Hočem pa samo izpostaviti posebnost naše kode, kajti uporabili naš receiver, torej Groundbase, je delovalo tako, da lahko prav obe vse vrednosti hkrati iz obeh senderjev, torej iz prve in druge skupine. To je velika prednost, kajti na to smo lahko vse podatke, kot sem že prej omenil, filtrirali s pomočjo našega Python programa. Uporabili pa so zgolj par senzorov, kot so temperatura in vlažnost,
kakovost zraka, merili pa so tudi pline in tlake. Na koncu so videli, da so bili rezultati dokaj uspešni, kajti so imeli manjše probleme s samim povezovanjem senzorjev. Ampak na koncu pa bi rekli, da so bili sami rezultati dokaj uspešni. Imeli so pa torej, obveščanje oziroma PR za drugo ekipo je potekal v bistvu skozi kanale prve ekipe, ker smo promovirali oba dva hkrati kot celoten projekt. Torej, nismo posebej izpostavljali druge ekipe, ker smo v bistvu hoteli promovirati celoten projekt kot Kenset, da širimo zavednost med vsemi. Torej, kot smo že prej omenili, smo imeli Instagram stran, Facebook stran. Mladim smo hoteli pokazati, kaj v bistvu je projekt Kenset. Zato smo sami najprej izdelali razne socialne mreže. Tam pa smo redno objavljali naše dosežke in v bistvu razvijanje samega projekta. Tako smo hoteli privabiti čim več mladih, da bi sami v bistvu spoznali, kaj ta projekt sploh je. Sami smo izdelali tudi spletno stran, na kateri so se lahko mladi obrnili. Smo pa izdelali tudi razne promocijske materiale, kot so recimo majice. Na to smo pa naredili razne nagradne igre, kjer smo jih v bistvu ponudili vsem, ki so bili v to zainteresirani. Prav tako smo naš projekt predstavljali po šolah. Tako so lahko mladi bolje spoznali. Smo pa projekt predstavljali tudi na radijskih postajah. Torej, za zaključek, druga skupina je v bistvu delala sočasno z nami. Imeli so sicer manj sredstev kot prva skupina, ampak še vedno so se potrudili do konca in mislim, da jim je uspel prav dobri dosežek glede na vse skupaj. Hvala, zdaj pa bi z veseljem odgovorili na vaše vprašanje. Ja, mogoče jaz zdaj se malo vrinem. Jaz sem pogrešal mogoče kakšen graf, ki je rekel, da vemo, kaj se dejansko pomerati. Če sem prav razumel, se je tudi pospešek izpisoval, pa se veste recimo, kak je bil maksimalno pospešek, pa kdaj. Se popolnoma strinjam z vami, grafi so manjkali, ampak kot smo omenili, mi nismo v bistvu tisti, ki so pripravljali drugo skupino, zato tudi nismo imeli njihovih grafov. Sami grafov niso naredili, zato jih danes tudi nismo mogli predstaviti. Razumem. Zdaj iskreno pravičujem. Ne, zdaj sploh ni po moje potrebe po temu, ampak če jih vi zamenjate, pa sem pomiral vprašanje, kolikor zdaj zbivati. Pa mogoče še ena taka, da se verjetno bom bil podoben stvarno. Okoljske spremembe so bile ambicije, ne sekundarne emisije. Ponavljati, kadar rečeš spremembo, moraš misliti vsaj te vrednosti v različnih časovnih momentih. Tak je bil pa tudi plan, da se primerja glede na neke javno znane vrednosti, da se naredita dve meritvi. Kako bi lahko iz tega sploh zaključil okoljskih sprememb? Menim, da so si sami so želeli nekako sprejeti svoje vrednosti in so jih na to hoteli primerjati z vrednostmi, ki so bile v bistvu že na internetu. Mogoče, če dodam, tudi mislim bolj pomembno fitnese, ki sem že izpostavil. Hitro se da povedati neke stvari, ne bo še razumevanje, ampak tudi ne navedeš neke reference, pa kaj rezultati pokažeš, kaj se hotel pokazati, v bistvu se tam. Še enkrat, odlično delo, super. Sicer mi je škoda, da nismo videli dve različni
različne dizajne CAN-seta, dve različne verzije, tudi različne podatke, kako se to obnaša, v školah. Menimo, da bi to bi lahko bila ideja za naslednje leto. Smo pa v bistvu sami potem skupaj ugotovili, da je v bistvu ta dizajn nekako najboljši, skozi razne preizkuse, kot smo jih lahko opazili. Tudi smo pa v bistvu dejansko, da je to bilo možnost testirati dejansko, da še bi znamo, če še Hvala vam. Na oder vabim še zadnjo ekipo, ki pa je iz šolskega centra Novo mesto. Sidrom, prosim. Lepo pozdravljeni še iz naše strani. Mi smo predstavniki Sidroma Novo mesto in šolskega centra. Danes dva od naših predstavnikov manjkata, ampak se vam bomo vseeno predstavili. Sestavljeni smo iz 5 dijakov, danes smo tukaj 3 in naš mentor, profesor Jenič, prihajamo iz mojega mesta, iz šolskega centra. In zakaj ime Sidroma? Zato, ker je to ime, ki ga ima nekakšno društvo, znanstveni laboratorij, kjer se zbirajo dijaki na naših šolah, ki jih zanima razvijati svoje ideje. Naše vloge. Najprej imamo Simona, ki je 3D modeliral in sestavljal ohišje našega CAN-sata. Potem imamo Lenarta Bernika, ki ga danes ni z nami, ampak je delal na fizičnih izračunih in elektrotehniki. Potem sem jaz, Srečko Vrginc, ki sem pisal tehnično poročilo in izvajal isto izračune. Potem Anže Cerovšek, ki ga tudi ni z nami, ki je z mano delal na tehničnem poročilu. In potem še en Anže, ki je delal na programiranju in elektrotehniki. Naše jedro je LilyGo, kot je gotovo tim. Komunicirali smo z njim preko LoRa modula. Za GPS smo uporabljali Neo 6M, senzor za temperaturo in vlagost, to bila DHT22. Merili smo pa tudi ozon, CO2 in potem UV svetlobo. S tem smo Naši cilji in motivacije so bili, da bi zbrali čim več podatkov iz okolja, bil naš cilj. Cilj je bil tudi vzpostaviti stabilno povezavo na čim daljšem dosegu, ker smo imeli s tem testirali zelo velike težave in delovanje elektrotehnike tudi po pristanku, ker se nam je tudi zgodilo, da je elektrotehnika po pristanku pač nekaj dela. Naša motivacija pa je bila, da smo dobili nove izkušnje, novo znanje in da smo se naučili skupno reševati probleme. Pozdravljeni s Simon, naša mehanska osnova, izbrali smo si material PETG zaradi odpornosti na vremenske razmere. Začetni prototipi so bili sprintani iz PLA plastike, pa so bili črne barve, smo si kasneje izbrali prozorno plastiko zaradi potencialnih problemov z pregrevanjem. Robustnost ohišja smo zagotovili z debelino plastike, se je PETG zelo močen, pa tudi z lepilnim trakom. Pri elektronski zasnovi smo se držali, da je prepolovstvo ključ do uspeha. Naše srce tega CAN-seta je bil ta LilyGo modul,
ki ima not že vgrajen Neo 6 GPS sprejemnik in LoRa čip za povezovanje. Dodali smo potem še DHT-22 senzor, ki je zaznaval temperaturo in vlago. Imeli smo od Creality ozonski senzor in CO2 senzor ter UV senzor. Na začetku smo imeli tudi malo težave z baterijo, ker je imela premalo časa je zdržala, zato smo prišli iz 1500 mAh baterije, ki je bila tukaj noter na 3000. Testiranje smo izvedli v 3 delih. Najprej smo sestavili prvo to hiše, smo ga samo obtežili in smo ga vrgali iz strehe naše šole. Potem smo testirali elektrotehniko na razvojni ploščici Arduino, da smo videli, če vsaka komponenta posebej dela. Na koncu smo pa v tem tednu pred tekmovanjem tudi testni met iz letala na bližnjem letališču. Iz teh testov smo se naučili, da je potrebna dodatna izolacija elektronskih komponent, ker so imeli med sabo kratek stik. Mogli smo povečati GPS oddajnik, ker je bil tist prejšen premejhan in nismo mogli dobiti stabilne povezave s satelitom. Mogli smo povečati kapaciteto baterije in mogli smo se naučiti o pomembnosti razporeditve senzorjev, saj se je eden od senzorjev, senzor za CO2, zelo segreval in je to motilo senzor za temperaturo. Vaše misije in rezultati, ki smo jih iz njih prejeli? Prejeli smo pa med danjem, smo prejeli 650 podatkov iz ScanSeta v 3 minutah, tako da smo imeli zelo hitro povezavo in med to povezavo ni bilo veliko paketkov, ki bi sfejrali. Naša primarna misija je bila pač, da smo zbirali podatke o temperaturi. Poprečna temperatura je bila 34,4 stopinj, kar je posledica senzorja, ker se je segreval, pa tudi malo sonca. Pritiska pa nažalost nismo mogli zmeriti, ker se nam je senzor pokvaril. Sekundarna misija je pa bila pač naša, da zmerimo čim več podatkov o kvaliteti zraka. Zato smo pač merili vse te podatke in smo ugotovili, da se je vlaga, se je pač s časom padanja tudi vlaga padala. Beležili smo lokacijo, tako da smo ugotovili, da je bil padec zelo vertikalen. Merili smo ozon, ki je imel konstantno vrednost 20. Merili smo CO2, ki je ta meja je nihala med 480 in 900 delci na milijon. Merili smo UV svetlobo, ki je pa tudi nihala prvič, ko se je podalo razprlo in drugič v pristanku v travo, ker je bila takrat pa vrednost logično nič. Imeli smo pa težavo z višino, pa hitrostjo padanja in hitrostjo premikanja, ker smo mi vse to beležili iz GPS-a in potem te podatki niso bili natančni, ker se ni dosti hitro posodabljala višina. Ne gre. Povprečna hitrost padanja smo pa to zračunali, ker imamo posnetek našega CanSeta, ki je padel, je bila 11,8 metrov na sekundo. In tukaj imamo tudi posnetek, kako je padel. Naslednji video je. Nekaj drugi? Ja. Tukaj se vidi, da je bil izpuščen iz letala, tukaj na posnetku se vidi ena mehna bela pica tam zgori in pač zdaj imamo pa še posnetek prstanka
No, z uporabo teh posnetkov smo bolj natančno izračunali hitrost spadanja. Zdaj ni to prav posnetek. Smo zračunali s posnetki, da je padel približno minuto 25 sekund in smo pa s tem zračunali hitrost padanja. Mi nismo imeli nobenega programa obveščanja, ampak bomo to storili sedaj, ko bomo na šolski spletni strani predstavili povzetek našega projekta z vsemi možnimi rezultati, ki smo jih prejeli. Se pa še zaključiti. Ja, menimo, da je bila naša misija precej uspešna. Sicer pri primarni misiji žal senzor za tlak ni delal, ker se nam je pokvaril. Sicer pa je bila uspešna. Pri sekundarni misiji, ker pa smo skušali meriti kakovost zraka, smo bili zelo uspešni in nismo imeli nobenih problemov. Torej, najbolj smo seveda veseli za to, da smo končali z delujočo napravo in da smo imeli precej stabilen prenos podatkov, potem pa seveda še, da smo imeli odporno hiše za te, ker je bil palec perom po mojem boleč. Prihodni koraki priznamo, da časovno nismo bili najbolj hitri, seveda malo smo manjkali nekateri zaradi šolskih obveznosti in tako. Potem pa tam najbolj glavno cilj je izdelava PCP-ja, ki nam bo omogočila splošno razširitev. Potem želeli smo snemati, ampak nismo, lahko bi recimo uporabljali IR kamero. Zasnovali bi lahko panalo drugače, čeprav mislim, da smo bili nasplošno zadovoljni z njim. Lahko bi dosegali večji doseg signala. Imeli smo 1 kilometer približno. Seveda bi lahko nadgradili ohišje z prezračevalnim sistemom. Naučili smo se timskega dela, kar se pojavlja pri vsakih projektih, vse splošnega načrtovanja in organizacije dela ter delitve dela. Najlepše se vam zahvaljam za vašo pozornost. Super, čestitke za uspešno delo. Moram se reči, da je zelo simpatično spremljati, kako so tam 5 minut pred letom, še skupaj stvari sestavljati tako naprej. Vse skupaj, ker smo imeli na Masterchefa. Vse 5 minut. Je bilo lepo videti tudi to, da smo tudi uspeli razumeti, da se tam skozi to dela. To motivnosti o prezentaciji verjetno že veste, mogoče lahko kakšne rezultate pokazati. Predvsem kakšne grafe, pa malo vidimo, kaj je, tudi so temperature, ko so nivo visoka, tudi če pokažete bolj kakšne splošne slike. Mogoče ena stvar, ste imeli dva taca, pa izkustva. Kaj ste se zdaj iz tega naučili? Zakaj tudi vidiš, da je to nekaj povedala? Kaj ste se zdaj iz tega naučili? Kaj bi tega pošlo? Kako bi lahko to spremenili? Pašlo je zaradi kratkega stika, je pašlo noter, da je nehalo delati, se elektronika samo napadla, glavni čip je pa pač nehal delati. In smo rešitve je bila, da smo vse komponente dodatno z izoler trakom pač polepili, da niso mogli več kratkega stika med sabo narediti. Izprvi se drugič ali drugič? Z drugič naslednjič. Prvič smo pa samo v hiši testirali, ker do hiše. Super, hvala. Ok, najprej čestitke. Jaz sem si zapisal ta stvari, ki sem jim bil všeč. Ena že ta, da ste uporabljali drug filament, kot preostale skupine. Pa tudi, da ste probali GPS-om delati. Nažalost je to sploh staro podatkov višine
tukaj mogoče edini komentar, da verjetno ste imeli možnost še prek ene druge metode sočasno to izpisovati, spet neke sorte redundanca. Mi je bilo pa tudi všeč, da ste relativno iznajdljivo pa vsaj to srednjo hitrost padanja določili na podlagi videa, to je mi zdi taka simpel inženirska fora. Če bi imeli pritisk na podlagi tega določili višino, bi pa lahko tudi z matematično operacijo to hitrost kontinuirano začunali. Je pa mogoče moje vprašanje, če veste, kjera bi bila ta matematična operacija. A je logaritemska funkcija? Ne, v bistvu gre za odvod višine. Z tega bi lahko tudi hitrost, pa tudi pol pospešek s tem, da do neke točke, kjer pride zemlje, pa mogoče ne več to pritikujte. To je samo tako, da vam delim kakva idejo. Drugač pa tudi to, da se mi je zdelo zelo na nivoju, identificirali ste neke izzive, že med razvojem GPS-om, baterijo, s pregrevanjem senzorja, pa ste jih pa tudi v določeni meri naglasili, to je samo pohvala. Hvala. Iskrene čestitke vsem skupaj, meni se zdi, da ste vsi zmagali že sam s tem, da ste speljali sam projekt.